Zanimivo, da vi ste eni prvih, ki ste dejansko naredili denarne nagrade na dogodkih, ki se nekako anime teamta, ne. Čeprav je pač samo delno anime team, ampak še vedno ste imeli pač denarne nagrade, kar je pač spet neka noviteta, ne. Zakaj misliš, da je v bistvu toliko težko bilo v bistvu dobiti te denarne nagrade, nekoga, ki bi si upal v bistvu dati denarno nagrado, ne pa samo nek kupon ali karkoli. A je to kakšna pravna odločitev zadaj, je bolj obdavčen, če daš ti denarno nagrado? Mislim, da se dejansko denarna nagrada v Sloveniji tretira kot igre na srečo ali nekaj takega. To je precej obdavčeno. Mi smo že imeli probleme včasih ti tudi materialne nagrade moraš ti kar fajn obdavčil. Mislim, da vse, kar je na 40 €, te 20-25% udarijo. Tako da bile so odzaj druge zgodbe, o katerih ne smemo ravno javno govoriti. Ampak vsako podjetje ti bo raje dalo neko zadevo, nekaj drugega. Mi tudi za tako cosplay naredimo, damo iz lastnega žepa, če bo treba, ne vem, 500 €, da se riskira, pač delamo prvič, moraš nekako zagnati in morda tako privabiš več ljudi, da nekako zaženeš ta projekt. In kot rečem, ponovno je bila to neka dobra izbira, odločitev in upaš nekako, da najdeš kakšnega sponzorja, ki je povezan s tem, ali pa koga, ki bi mogoče pokril to dejavnost. Ker mentaliteta, ki jo imajo tisti nastopajoči, za kakšnokoli tekmovanje pač gre, je povsem drugačna, se mi zdi. Takoj, ko ste objavili, da bo denarna nagrada, so bili, se pravi, nastopajoči dejansko so prišli iz vseh koncev Slovenije, pač res najboljši top tier, ne. Zdaj govorimo o cosplay tekmovanju, na primer, ne. Cosplay tekmovanje je vsebovalo pač lep oder, zadaj je bil screen, performance, mislim, da je bil celo prvič, je bil del anime cosplay tekmovanja performance, ne, kar pomeni, da nekateri so se celo pripravili na ta način, da so naredili plesne točke, da so naredili neko dejansko zadaj video podlago, kjer so potem nastopali. Se pravi, priprava je bila na neki drugi stopni. Poleg tega si dobil res tiste najboljše cosplayerje iz Slovenije, mislim, da je eden celo prišel iz Hrvaške, ne. In to samo za tistih 200-300 €, kolikor so bile nagrade, ne. Se mi zdi, da če bi bili organizatorji mogoče malo bolj pogumni, pa bi naredili pač dejansko denarne nagrade na res nekih kuponov, bi lahko pač hitro se razvila ta tekmovanja na neko višjo stopnjo, kjer bi dobil mogoče celo tuje nastopajoče in tako naprej, ne. Se mi zdi, neka naslednja točka je že bila recimo letos na NMN-ju, kjer so imeli ta ICCC, ampak spet ne vem, kakšne nagrade so bile, ne, in spet so bili oni v bistvu bolj primorani priti, ker so že nastopali na svojih in so bili potem nekako kvalificirani v ta tekmovanja. Ni bila nagrada tisto, kar bi jih nekako privabilo, ne. A bo zdaj to nekako standardiziran, da bo denarna nagrada dejansko tista glavna nagrada za tekmovanje, ali je bil to kot nekak poskus? Ne, mi smo rekli pač iz denarnih nagrad se nočemo več vračati nazaj. Ker to mislim, da je v vseh eventih glavno. Enkrat, ko ideš korak naprej, nikoli ne smeš iti nazaj, ker preprosto greš nazaj v propad. In tudi pač mi nismo imeli imena, ki bi rekel, to pa je veliko, če zmagaš na Epicentru s cosplayem, je drugo pa če da sem zmagal na NMN-ju s cosplayem, ne. In moraš nekako tako priti ven, to, kar tudi delajo druga podjetja, pač dajo več v marketing, zato da je pač izdelek ven, moramo mi za našo ponudbo nekako dati nekaj novega, kar bo pritegnilo ljudi in tudi vsi so rekli, sploh pa ta Hrvat, ki je zmagal, da sem spomnil imena, je rekel, glede na to, da je prvič organiziran, rekel, da ni bil še nobenem eventu, ki je prvič organiziral cosplay, da je bil res tako kvalitetno in da je bil tak stage in vse, da so lahko res uživali v njemu, da tega še ni doživel in rade volje, da se bo vrnil spet nazaj.